Torej, zdaj ti ne zaspiš mirno. Kdaj ja, kdaj ne. Torej, kjera misel te prebuja? Ta, da ne vem, če je vredno svojega notranjega mira. Kaj recimo je problem hitre rasti? Premalo zaposlenih, preveč zaloge. In to je recimo prehitra rast je prenesla gužve. Recimo naš tretji pop-up, mislim, da je bil v BTC-ju in so dve skoraj skupaj padle, ker pač nismo pričakovali takega navala in nismo ustvarili nobene vrste prej, ampak je folk samo uletel kar naenkrat ob 9:00 v prostor, ki je bil absolutno premajhen za tako število ljudi. Nobenega varnostnika nismo imeli, pač sistem se nam je rušil, Wi-Fi-ja nismo imeli. Torej, vsaka stvar, ki smo jo, torej vsak event, vsaka ideja, ki smo jo imeli, se nam je zrušila mogoče že v prvi minuti. To je problem hitre rasti. Pop-up razloži, to je izraz za? Pop-up trgovinca, to pomeni, da pridemo nekam za 2-3 dni, predvsem je to, da nas poznajo, da mogoče med sabo se tudi kaj povežejo, tako, cel experience, no. In to so podporniki, to so pač punce, ki imajo rade svoj in pač puste in veselje in to ni kult, okej? To ni kult, to je normalno in se po svetu pač dogaja. To so zveste stranke. Ja, to so pač zveste stranke. In sem jim hvaležna in za vsako sem vesela, da pride in v 2026 ne bo pa sicer, moram povedati. To nisem še povedala javno, tako da. Lepo zdrav v naši novi epizodi podcasta. Hvaležen sem, ker je z nami Petra Parovel. Ja. Petra Parovel, ustanoviteljica brenda oziroma blagovne znamke Sway. Petra, dobrodošla. Hvala. Kako si začela s to tvojo podjetniško potjo? Povej nam. V bistvu se je izhajalo iz ideje, ne? Pač standard pri poslovnih poteh. In ideja je prišla, nekaj čez 20 sem bila stara, torej 10 let nazaj. Takrat ni bilo neke ponudbe pajkic na slovenskem trgu, bom rekla. Je bila samo tujina in Slovenke smo kupovali v Lidlu, Hoferju, potem je bil Nike, Adidas in tako in vse te pajkice so bile drage. Potem je prišel Gymshark iz Anglije. Je bil tak najbolj podoben brand mojemu trenutnemu. Community base, je bil prek social media in tako. In njihove pajkice so bile $60 takrat in poštnina $16. Torej si v bistvu mogel $76 odšteti za ene pajkice. In moja ideja je bila, da bi v Sloveniji naredila pač nekaj cenejšega, še vedno kvalitetnega in tako naprej. Tako da takrat je izhajalo, ampak nisem imela ne znanja, čeprav itak se učiš iz dneva v dan, ampak vseeno ga je bilo veliko manj kot kasneje čez par let. Ne financ dovolj, ne mogoče niti jajc in niti community, v bistvu nekega občinstva, ki bi to potem kupovalo, torej nekih potencialnih kupcev. In potem čez čas, ko se je vse to zgradilo in so padle, so se zvezde postavile tako, kot so se mogle, sem pa začela. To je bilo 5 let nazaj. Tako da ideja je izhajala v bistvu ponuditi nekaj cenejšega na slovenskem trgu, kar si v bistvu dobil samo v tujini. Sicer zdaj poplava tega itak povsod, ampak moja ideja je pač uresničena. Takrat tega še ni bilo, no? Tega še ni bilo takrat, ne. Res ne. Čeprav rabila si kar nekaj časa, torej ideja je bila nekje okrog 20, ko si bila stara 20, ne? Tako je. In potem si kar nekaj časa rabila, da si to implementirala. Kaj si delala vmes? Vmes sem potem postala v bistvu osebna trenerka. Sem zelo uživala, moram priznati, ampak delo osebnega trenerja, če res gre... Če hočeš delati to cele dneve, torej pomeni, da si od 5 zjutraj lahko do 10 zvečer v fitnessu. In potem, ko sem zanosila, je bilo to sicer malo težje, čeprav sem tudi z unim trebuhom delala toliko cajta, mogoče od 5 zjutraj do 7-8 zvečer, sem vseeno malo skrajšala. Ampak potem, ko sem rodila, pač to enostavno ni več šlo. In čeprav nisem bila na porodniški, je šel mož na porodniško, sem jo vseeno samo za 4 ure skakala ven. In potem je pa po enem letu, torej ta mala bila 1 leto stara, je tako korona prišla, tako da jaz bi mogla iti iz porodniške, na kateri nisem bila, nazaj v fitness, ampak itak je zaradi korone vse bilo zaprto in sem rekla, zdaj se bom pa vrgla v to. In zdaj sem v bistvu malo bolj z urnikom fleksibilna, hvala Bogu, kot osebna trenerka. Tako da ja, tle je bil polni push potem, ajde, let's do this. Torej, korona je bila neka vrsta darilo zate, ker ti je onemogočila, da bi šla nazaj v fitness. Tako, v bistvu. Mogoče sem čakala nekuni
Ja, da me neki brcne v rit oziroma zaustavi v tem fohu, v katero sem zdaj notko. Ja. Si že vedno, že preden si razmišljal o tej ideji, razmišljal o svojem podjetju že pred 20? Ja, zato ker pač meni je bilo lepo delati za druge, mislim v smislu biti ali zaposlena ali kot študentka, kakorkoli, vedno mi je bilo lepo, ker vsaka služba je nekaj dala. Vsako delo te obogati z nečim, ali so to torej vrednote, izkušnje, poznavanje novih ljudi, karkoli pa že. Ampak nikoli si pa nisem to predstavljala dela do konca življenja. Sicer tudi svoj, ne vem, če bo do konca življenja daleč od tega, ampak zdaj enkrat, ko sem na svojem, vidim več benefitov kot minusov, bom rekla. Ma predvsem to, da te, veš, obogatite na drugačen način, te, ne vem, neko osebnostno rasti, da, ki mogoče res kot zaposlen pod nekom ne dobiš toliko. Težko delo je, ampak to mene žene naprej. In ja, v bistvu že pri 12 letih sem rekla mami, da jaz ne bom delala za nekoga, ampak da bom imela svoje. In potem je ona rekla, da to ne bo šlo, ker pač ona še vedno starejša generacija, to je malo drugače pri nas bilo doma. Ampak jaz sem rekla, mama, boš videla, ki mi bo uspelo, ker jaz bom sama sebe zgurala, ne bom rabila nobenega, da me zgura, jaz bom sama. In res, zdaj pač sem tu. Čakaj, tvoja mama pol ni podjetnica? Moja mama ni podjetnica, ne. Ona dela v Intereuropi in pač kot otroci smo vedno gledali, kako je ona utrujena prihajala domov. Pa ne, da jaz zdaj ne prihajam utrujena domov, itak prihajam utrujena. Sam takrat je bila vseeno malo drugačna filozofija, sem imela, če pa si svoj podjetnik, pa mogoče ne priješ utrujen toliko domov. Ful se je bunila ves čas nad pač šefi in tako. Mislim, kot vsak delavec, no bom rekla. Saj tudi pri meni se bunijo. Roko na srce. Ampak ja, ves čas smo gledali ta nekako delo od takrat do takrat, fiksen urnik, fiksno vse, vedno eno in isto vsak dan. In pač nimaš neke možnosti ali napredka, ali izboljšav, ali pa pač konec koncev neke osebne rasti, pač ko si stuck in one place. In pač tega nisem hotela, jaz rabim neke spremembe, da se ves čas nekaj dogaja. Zato sem vedela, da hočem nekaj svojega. Čakaj, pred 12 si začela o tem razmišljati, si se zaradi tega več učila v šoli, kako ti je šla šola na splošno? Šola je bila tako, jaz sem se učila pač ono, kar se mi je zdelo smiselno, da bom rabila. Evo, čisto odkrito, kar ni bilo lih okej. Ampak ne, 4 sem imela tam tako, 3, 4, 5. Kaj se ti je zdelo smiselno, da boš rabila in kaj se ti zdelo, da ne rabiš? Kemije ne bom rabila, to je pač, zakaj bi kemijo rabila, ne vem. Medtem, ko recimo, ko smo imeli podjetništvo na ekonomski, mi je bilo zanimivo in sem črpala tisto, kar sem mislila, da bi lahko v praksi potem uporabila. Neke teorije, piflanje in to mi je bilo vedno kar neki. Pa ja, ne vem, vse šola ti da dosti, v smislu, veš, kaj dosti podjetnikov reče, šola te ne nauči. Jaz pa mislim, da ti da nekaj vseeno, ti da, če ne drugo, neko ustrajnost oziroma, da pač moraš priti do une ocene, ne sme biti enka, torej nek input moraš dati in te nauči, da pač kar daš noter, to dobiš ven. Jaz mislim, da vseeno nek je. Zanimivo. Ja. Čak, in potem si šla to pot na osebno trenerstvo, torej pred 19, 20 si začela to osebno trenerstvo. Vmes zmanjka un del, okej. Torej, končala sem srednjo šolo, potem sem se vpisala na geodezijo, še zdaj ne vem zakaj, mislim, kao matematika mi je šla dobro in sem šla na geodezijo, ampak na geodeziji je bila tudi bolj močna fizika, jaz sem bila na ekonomski gimnaziji, tam ni bilo fizike in kar naenkrat je bil gap med mojim znanjem in pač tem, kar dejansko moraš znati, torej da je A pospešek, recimo nisem vedela, pač toliko je bilo grozno. In sem zvedela čez par mesecev, po 2 mesecih faksa in potem 3. mesec sem gotovila, da to ni zame, sem se vrnila nazaj v Koper, itak sem mogla delati in sem delala več del naenkrat. Pač in zaradi financ in zaradi tega, ker pač jaz ne prenesem dolg časa, no, tako, že od malega. In sem delala, mislim, da 2 službe ali 3 celo, kakšenkrat za vikende. In potem sem se našla nekako v fitnessu in potem sem na mesto geodezije torej prešla na kineziologijo v Kopru, ker sem se v Kopru tudi zaljubila, torej sem iskala pač v Kopru faks. In je bila to pač prava poteza. Med kineziologijo sem še vedno delala 3 dela, sicer manj, ker pač si mogo klapati s faksom. In potem po končanem faksu sem v bistvu nekako ostala še vedno na recepciji fitnessa sem delala, potem sem šla na proteinisi in potem sem se počasi vrgla v osebno trenerstvo. In potem je šlo pač naprej. Ampak pač sem delala ful nekih del. Cel cajt se nekaj dela. Ja. Torej,
Koliko ur na dan? Lahko oceniš, da si bila... Ja, pač to, kot je šlo, maksimum. To Pač je? vedno, vse, mislim. To je kaj? Torej, če je bil faks, ne vem, 4 ure, vse ostalo sem delala. Kakšenkrat tudi med faksom. Ko sem mogla kakšne dogodke organizirati ali nekaj, ki sem delala za neko ŠOP, torej študentska organizacija Univerze na Primorskem, recimo. To sem delala med faksom, torej med predavanjem. Potem sem šla kelnariti, potem sem šla na recepcijo fitnessa, tako. Cel čas. Meandrirala. Ja. In kaj te je gnalo? Zaslužek ali želja, da se nekaj naučiš? Zakaj si bila tako aktivna? Ja, en del seveda je bil tudi zaslužek, je bil velik del zaradi tega, ker doma niso mogli finančno pomagati pri... Mislim, se že šolanje mi je mama dala, so napraskali skupaj, ampak vse ostalo potem, kar je bilo, sem pač mogla sama. Ma to ne govorimo o nekih presežkih, ne vem, da sem jaz hodila na ne vem kakšne evente, pa žurala pa to. Pač govorimo o osnovnih stvareh, benzin, pač... Ne? In jaz sem takrat že začela živeti pri fantu takrat, ne? Pač da je mož vse, ampak pač takrat je bil fant in smo mogli sami sfurati se skupaj od trgovine, pač osnovne stvari. Tako da to je bila sigurno je bil to en del, ampak drugi del pač vedno sem vedela, da me bo ena služba popeljala v drugo. Vedno. In ko me sem čakala, da imam 16 let, da jaz lahko začnem delati. Res, da sem samostojna in da pač nekaj začnem v življenju premikati. Tako da predvsem je bilo to. Torej, tvoj nasvet mladim danes je, čim prej začnite nekaj delati. Ja, mislim, če hočeš postati na neki točki samostojen, da nisi odvisen od staršev in od drugih ljudi okoli tebe, je pač čim prej se podaj na svojo podjetniško pot. In ta podjetniška pot realno se začne že pri 16, torej čim lahko začneš delati. Ne? Ker takrat začneš dobivati izkušnje in vse. Ja. Kako uspešna si bila kot osebna trenerka? Ful, res. Pač ja, se to... Meni je težko reči, pač, sem bila uspešna. Jaz nimam tega v sebi, pač, da se nekaj ful hvalim, ampak dejansko, zdaj, ko gledam za nazaj, glede na to, da sem imela vse termine polne, je bil to velik uspeh. Pa spet ni bila ura tako poceni. Jaz sem kakšenkrat mogla dati 7 punc naenkrat v 1 uro, da sem lahko pofolgala potem še vseh ostalih torej v ostale ure. Tako da, ja. Zdaj govoriš uspešna ti kot... finančno ali pa, da si imela polno urnik, kaj pa uspešna z vidika, da so klientke naredile spremembo? Tudi. Jaz se spomnim samo ene punce, ki ni naredila sprememb. Ne, sej pač, vedno je na drugi strani tudi klient, ki bo pač naredil, ti mu lahko daš v njih 20%, ampak to je 1 ura v dnevu, ki je s tabo. Vse ostalo je pač na njemu, torej 23 ur oziroma še v dan, ko nima trenerstva, 24 ur na njemu. Ni, da mu ti kuhaš, ti mu lahko pač daš neke predloge, ampak potem je vedno na drugi strani. Ampak samo eno punco se spomnim, ki je rekla, da se je 100% držala in da je ni pomagalo, ampak je bila fora, da je imela nek sindrom, ne vem kaj, ful je zadrževala vodo, tako ful je bila pod nekim stresom, ni spala in tako naprej, tako da se spomnim, da je bila zelo nevoljna zaradi tega, ker ni prišlo do rezultatov. Vse ostalo pa pač, mislim, je bilo, dejansko so bile punce ful pridne, no, res. Ja. Kaj je bila formula za uspeh takrat na tistem področju? SWAY pomeni start with you. Okay, vse se začne v nas. Torej vsak je svoje sreče kovač oziroma kakršenkoli spet smo na inputu, karkoli daš noter, to dobiš ven. In ta It Starts With You je mene spremljal že takrat v mojem osebnem trenerstvu, ko sem puncem hotela dati vedeti, da so one tiste, ki lahko naredijo spremembo. Torej vsi okoli njih lahko dodajo nek delček, ampak na koncu dneva je vedno na njih. Ali kar se tiče rezultatov, ali kar se tiče, ne vem, sreče v partnerstvu, ali v prijateljstvu, vse. Kakšno je bilo že vprašanje? Ja, ne, kaj je recept? Kaj je bil recept? Start with you. Meni je to recept, ja. To je bil recept. Ja, vse začne v nas. To je recept. To si rekla njim. Ja. Torej, če hočete skušati dobiti ženo težo, začnite pri sebi. Vse izhaja s to. Vse poli tako, valjda je jedilnik, je to. Zdaj tak niti to več ne verjamem, če sem čisto odkrita. Takrat je bilo jedilnik, treniraj, Zdaj na tej točki v življenju, ki pa zdaj imam 33 let, še vedno nisem primila vse, niti pameti tega, sta daleč od tega, se učimo vsak dan, ampak ko gledam zdaj za nazaj, je bilo ful več forsiranja v hrano, v trening, v ful manj dela na sebi. Zdaj se mi zdi, da je zdaj gledam tako, da najprej se začne res na delu na tebi, hkrati ja, trenira, je zdravo, ampak če
ti not nisi pomirjen sam s sabo, da je ok to, kar delaš in da veš točno, kaj si želiš in če ne verjameš vase, ne boš prišel do cilja. Tako da najprej minut in potem vse ostalo okolje. Čeprav rezultate si imela takrat. Reka si, da te punce tvoje so imele takrat rezultate. Ja, samo je... Ne, se je, ker itak, mislim, je tudi vice versa, ne se reče v Italiji, torej reverse, oh my god, slovensko mi ne prija zdaj. Obratno, ja. Torej, če enkrat, ko si ti zadovoljen sam s sabo in ko si samozavesten, se ti tudi noter marsikaj spremeni in pač v glavi in začneš bolj pozitivno gledati na svet in vse. Saj gre, je tudi vice versa. Ampak je bolj pomembno to, kar čutimo noter. In dosti lažje je, če spreminjamo najprej v sebi in hkrati, torej imamo še trening, dieto, hrano, pač vse. In potem gre z roko v roki vse skupaj in na dolgi rok je dosti boljše, da cel komplet spreminjaš, kot samo hrana, dieta. Hrana, vadba, pardon. Tako. To je zdaj moja filozofija. Torej, če bi zdaj začela spet z osebnim trenerstvom, bi kako drugače danes učila te tvoje punce? Prej so bile diete dosti bolj stroge, kot bi bile zdaj. Treningi so bili dosti bolj intenzivni, kot bi bili zdaj. In mogoče, vse pogovor smo imeli že takrat, daleč od tega. Ampak še vedno sem bila mlajša, mogoče jim nisem znala dati takih nasvetov, kot bi jim dala zdaj. Se pač, se mi zdi, da itak na desetletja čisto drugače razmišljaš o vsemu. Tako da, to. Ampak itak me ne bi poslušali, ker zdaj sem starejša od njih. Razumeš, če bi neka 20-letnica prišla zdaj do mene, kdo bo poslušal zdaj 30-letnico, čisto odkrito. Pač 20-letnico poslušaš. Ok, 20-letnice poslušajo 20-letnice, 30-letnice, 30-letnice in zdaj te ne bi poslušala. To je tvoje stranke, takrat so bile vse 20-letnice? Ja, so bile pač moja generacija, no, mogoče malo mlajše, ajde vseeno, ampak ne, tudi starejše, realno. Sam pač one me niso rabile na takih spektrih, kot mogoče nekdo, ki je bil star kot jaz, oziroma malo mlajše. Ne, ki so itak malo figured out, več kot jaz takrat. Ja. Čakaj, se tega, kar si takrat učila njih, danes držiš ti zase? Torej, treniraš, ješ zdravo? Ja, samo prijem spontano, ne pride z jedilnikom, ne pride pač z držanjem nekih navodil. Ne. Je toliko spontano, si naročim tisto solato, ker mi paše, ker pač mi dobro sede na želodec, me ne oteži. Saj si privoščim tudi piso daleč od tega. In jem, ful, bedari, bom rekla, ful. Ampak pač še vedno v zmirnih količinah in tako. Veš kaj, tej strogi jedilniki in tako, ki sem jih dajala takrat čisto odkrito, te lahko na daljši rok vodijo v ali prenajedanje, ali v to, da telo stremi, pač hoče več bedari pojesti, dati vas. A veš, nisi z glavo tako, ne pride hrana, ko bi temu rekla, razmišljaš ves čas o hrani. To je problem, če se držiš nekaj striktnega. Sej, ne narobe razumeti, dosti ljudi rabi neko navodilo. Ni zdaj to, ne govorim, da je to narobe, daleč od tega. Ampak ko zdravemu človeku daš navodilo, mu lahko glavo dosti, lahko preklinjam? Ja. Zjebeš. Zjebeš, res. No, okay. Da pač zdravega človeka probaj držati na zdravih mislih in reči mu samo, mogoče si kdaj naroči kakšno solato več namesto bedarije in bo že to funkcioniralo. Ne rabi biti stroga dieta, veš. To. Torej, danes v povprečju ješ kar zdravo, vsak toliko se kaj privoščiš. Ja. In se tudi gibaš? Ja. Hodiš fitness še zdaj? Ja, obožujem. Kako pogosto? Pa je, 4-5 na teden, sigurno. Mi paše. Vse, kar delam jaz vem, da vse, kar delam danes, je plod tega, kar sem delala, pač je plod vsega, kar sem bildala prej. Torej, da sem se strogo držala in vse. Ampak še vedno mislim, da bi to lahko bilo malo bolj loose, pač dej, chill. Veš, preveč sem bila striktno v vsemu, z glavo skozi zid. Ne, jaz hočem doseči to. In odkrito, zdaj po enem porodu in vsemu izgledam boljše kot prej, ki sem tudi 2-krat na dan hodila v fitness, jedla samo solate in piščanca. Pač pri meni bog ne daj, da je bil piščanec pečen na ponvi z oljem. Moj piščanec je bil kuhan, grozno. Pač zdaj ne bi v lifeu dala tega več v usta. Štekaš? In pač seveda se pozna zdaj na mojem mentalnem zdravju, no? Da ne rabim razmišljati o hrani in da pojem tisto, kar mi paše, ko sem lačna in pač to je to. Imaš kakšen načrt, kaj boš jedla ali spontano? Vse spontano. Spontano.
Danes kuhamo naprej. nič ne kuhaš naprej, torej jutri ne veš, kaj boš jedla še. Ne, danes ne vem, kaj bom jedla. A danes ne veš, kaj boš Ne vem, jedla. kje. Kdaj se odločiš pol? Ko se kruli. Kaj bi zdaj jedla? To. Okay. Ja. Okay. Ja. Torej, kako je potem preskok iz osebnega trenerstva, ker si bila v bistvu one-man band, Ja. do večmilijonskega podjetja, kjer imaš zdaj ekipo? Kako se ta preskok zgodil? Kako? Pač je šlo hitro, tako da nimaš niti časa razmišljati, kaj se dogaja, če sem odkrita, zato ker pri meni je, torej prvo leto je bilo, mislim, da 200 jurjev, drugo leto je bilo 700 ali že milijon, se ne vem, ampak ful je bilo hitro. In pač jaz o financah nimam pojma še zdaj. Mislim, da zdaj malo vem, ajde, ampak ni, da bom se ukvarjala s tem, kar mi pač moja finančnica pove. Vedno sem klapala stvari za nazaj. Ko se je nekaj zgodilo pač narobe, se je vedno za nazaj popravljalo. In to se še zdaj dogaja, čeprav smo na boljšem, ampak prehiter je bil preskok, bom to rekla. In za me, in za ekipo, in pač za folganje vsega, in na koncu za bilance, in za zalogo. In ja, pravijo sladki problemi, ampak te sladki problemi so dosti problemov prinesli. Kaj recimo je problem hitre rasti? Premalo zaposlenih, preveč zaloge, nekvaliteten content, bom recimo zdaj rekla, da je ne taka malenkost. Content v smislu objav? Objav, ja. To še zdaj se lovimo. Pač ne narediš ničesar tako, torej, če bi res imel cajt premisliti, planirati, bi bila vsaka stvar ful boljše izvedena. Ampak, in to je recimo prehitra rast je prenesla gužve. Recimo naš tretji pop-up, mislim, da je bil v BTC-ju in so dve skoraj skupaj padle, ker pač nismo pričakovali takega navala in nismo ustvarili nobene vrste prej, ampak je folk samo uletel, ker naenkrat ob 9:00 v prostor, ki je bil absolutno premajhen za tako število ljudi. Nobenega varnostnika nismo imeli, pač sistem se nam je rušil, Wi-Fi-ja nismo imeli. Torej, vsaka stvar, ki smo jo, torej vsak event, vsaka ideja, ki smo jo imeli, se nam je zrušila mogoče že v prvi minuti. To je problem hitre rasti. A hkrati te pa hočejo imeti kot odgovornega, da pač se predpripraviš za veliko število ljudi, ampak ti se predpripraviš recimo krat 2, kot je bilo prej, a pride jih, ne vem, krat 10. Ne moreš se pripraviti na to. Pač nisi dovolj usposobljen, razumeš? Ne moreš. Ker recimo drugo leto obstoja. Kaj je pripeljalo, da imaš toliko sledilcev in toliko ljudi? V bistvu si bila aktivna na socialnih omrežjih že prej, je tako? Ja. Kdaj si začela? Ja, začela sem, mislim, da bo zdaj, ima več kot 10 let, moj 11 let nazaj. Torej, ja, 11, ki je bil moj kuža. Ja. Tako, osebna trenerka, takrat si objavljala. Koliko si objavljala? Ne, takrat še nisem bila osebna trenerka. Moj prvi post je bil moj kuža. Aha. Ja. Ne, takrat še nisem bila osebna trenerka, takrat sem delala v proteinih in pač nekako sem začela počasi deliti, kaj naj se je, kako trenira, Na Facebooku sem naredila eno skupino, ki zdaj več ni v moji lasti, ker mi jo je nekdo vzel. Ampak, tam je. In takrat je bilo kar naenkrat 5000 punc noter, kar je bilo ful. Mislim, veš, za čisti začetek. Potem je se prešlo na Instagram počasi. Potem sem kot osebna trenerka začela deliti stvari in ko sem rodila, je začela moja pristnost in taki raw momenti na Instagramu in takrat je začelo rast, ker neke pristnosti takrat se še ni delilo, to je bilo torej 6 let nazaj in meni je bilo ful težko biti mama. Jaz pač, ko sem postala mama, jaz sem bila zgubljena, meni je bilo grozno, jaz sem spraševala več čas, kaj mi je bilo tega treba, meni se je life obrnil na glavo, tako 1000%, ne 100, in to sem delila. In takrat je začelo rast. In takrat je bilo kar nekaj. In odgovornost je šla gor in vse. Mislim, zanimivo je to, že ko smo prišla sem v studio in da narediva eno slikco, si rekla, da ni treba, da se kaj nastavljamo, temveč, da je to lahko kar spontano. Ja. Torej, to isto počneš v svojem življenju, zdaj, ko objavljaš? Jaz sem čisto spontana, pač to sem jaz. Če mi reče nekdo, da moram planirati nekaj vnaprej, mene postaviš v kot in se počutim, kot da nimam pač možnosti kreative in čisto sem tako skupina. Tako to je svoj, tudi sicer zdaj zadnji čas itak moramo planirati, ker je prevelika zadeva že in imaš toliko ljudi pod sabo, da moraš jih nekako zbrifirati že vnaprej, ne moreš jim zadnji moment reči, zdaj bo pa Black Friday.
Zadnji dan, ne. Kako veliki ste zdaj? Zdaj nas je 27, mislim, da zaposlenih in 10 je študentk v City Parku, v trgovinci, fizični. Wow. To in ja, to je to. Kakšen promet načrtuješ letos, predvidevaš? 50% narast. To je na koncu številčno. To bo, jaz gledam neto, jaz gledam vedno neto zaradi tega, ker toliko so ljudje pripravljeni plačati za pač brand, za ga podpreti, tako da po mojem bo 15 milijonov. Wow. In to je Slovenija? Večinoma Slovenija še vedno. Jaz bi rekel 70-80% Slovenija, ja. To pomeni, da ti si začela, mislim, to je vseeno fajn, da razume nekdo, ki bi dan začel podobno zgodbo kot ti, ne? Da ti si začela v bistvu pred 11 leti že objavljati. Zgradila si nek community, neke sledilke in potem z pristnostjo objav eskalirala oziroma dosti povečala to. Ja. In na koncu sveta je to pomalo pri svojem brendu. Seveda. Ja. Mislim pač, zdaj itak ta vlak je že šel, ne? Pri meni je bil timing. Mislim, se na sploh v biznisu je timing mislim, ja, timing je the first thing. Tako da to se je pri meni. Če bi začela prej, po moje bilo še boljše, ampak itak nisem imela jajc, ne nič, pač kot sem prej povedala. Jaz mislim, da se zdaj na točno takšen način ne da več narediti nekaj, ampak hkrati pa te mlajše generacije, ki prihajajo, ki so že tu praktično, ful bolj štekajo social media in mogoče je algoritem dosti bolj podvržen njim, torej dela uslugo in če bo pameten, tisti, ki bo znal izkoristiti, bo lahko naredil nekaj ful velikega. Ful. Tako da v bistvu moj vlak je šel, mislim, tako kot sem jaz začela, ampak oni lahko na drugačen način malo obrnejo zadeve in se da še ful. Torej, recept je pristnost. Ja. In to mlajše generacije ful bolj znajo, kot mi. Ja, pač jaz sem imela srečo, da sem v millennium časih to znala. Oni zdaj znajo še bolj, ampak njih takrat ni bilo. Zato je meni uspelo, štekaš. Tako da, ja, pristnost, pač transparentnost, povedati, ko zajebeš, povedati, ko ti gre slabo, tudi ne samo dobro. Mogoče še večkrat povem, ko mi gre slabo, ne dobro, odkrito. Ker se pobunim, ker pač povem. Kaj je tvoja objava, ki je bila najbolj iz cone udobja? Iz cone udobja? Ja, ker je bila taka, da se pobuniš, pa... Ne, to ni iz moje to ni cone udobja. To je moja cone udobja. Ja, to je tvoja cone udobja. Ja. Ti greš na social, se buniš. Ja. Kaj recimo, daj v eno stvar, ki se buniš? Vinjete so bile enkrat, sem dobila 2 kazni ali pa 3 celo, ne vem koliko sem jih dobila in sem se pač zbunila, da kako, pač vse mi je logično, da dobiš kazen za vinjeto, ampak ne moreš 3 v enem tednu jih dobiti, pač naj te nekdo se obvesti, ko prvič zajebeš, a veš, da lahko potem popraviš, ampak noben te ne obvesti in ti kar dobivaš te kazni in lahko pol leta preden dobiš prvo kazen dejansko domov, se ti voziš brez vinjete in meni je to bilo pač nesmiselno. V Avstriji te tako obvestijo. Torej ti veš, da ti si lahko pač pozabil. Ja, ok, na tebi si odgovoren za to, se daleč od tega, ampak ne moreš. In jaz sem to pač povedala in se prav bunila in sem po vseh medijih pristala, recimo, in pač zdaj me vsi poznajo preko vinjet. Ok, torej negativna reklama je lahko tudi dobra reklama. Ne vem, če je lik dobra reklama vedno, dej. Enkrat sem rekla, oh my God. Enkrat sem rekla na enem podcastu, me je mlad fant vprašal, kaj je recept za dolgo vezo. In fora je bila, da sem se jaz 2 dni nazaj pogovarjala z mojo mamo, ki je že toliko let v zakonu, in mi je rekla, veš kaj, Petra, kakšenkrat pač moraš širiti noge. Pač moraš širiti noge, tudi če ti kdaj pač ne paše. In jaz sem to povedala v podcastu in to je šlo viral in sem pristala na kaj ona, neka bodeča neža ali kaj ona. Vse povsod sem pristala, ampak pač fakt je bil, da je meni to mama rekla, mislim, moja mama je res butne in ostane živa, vedno reče. In jaz sem pač to povedala in potem sem rekla, ne, se je pač zaupanje, je to. Ampak meni je bilo pač zabavno to povedati. Tako da take izjave, no. Saj jaz sem znana po nekih kontroverznih izjavah, sam ne mislim nikoli nič slabega. Ampak... Torej ne misliš slabega, daš neko tako izjavo in na koncu ti to poveča gledanost. Niti ne, ja, ti, ampak negativno, kar precej, no. Mislim, ja, ne, negativno je. Ni v redu. Veš, kaj Slovenija te ful hitro zagrabi za take negativne... Čeprav promet ti raste? Ja, ne zaradi tega. Ne zaradi tega? Ne, ker veš, ti lahko narediš dobrodelne dogodke,
lahko ne vem, koliko keša zbereš, lahko se trudiš biti do vsake stranke fair, vsako reklamacijo upoštevaš, tudi če kdaj ni recimo na tebi, da imamo neke meje sigurno, ampak pač res se trudimo delati dobro. Naše marže res so majhne, zato imamo probleme recimo z likvidnostjo, ker še vedno razmišljamo, a bi folk to kupil za tako ceno, ker če bi jaz samo čez oči nekega biznisa gledala in profitabilnosti, bi marsikaj drugače delala, ampak vedno probaš iti naproti, res probaš delati dobro, ampak še vedno ti kdaj spodleti. Sam folk si zapomni zelo dobro to, kar ti spodleti. In to, da smo zbrali 30,000 in 40,000 pol za, torej vse skupaj 70,000 za dobrodelnimi koraki, ne bo pristalo v vseh medijih, ampak to, da sem jaz rekel, da moraš širiti noge, to pa bo, ne, to pa bo. Tako da, ne, ni v redu, mi ni cool, no, če sem odkrita, zato ker si potem znan po nekih stvareh, ki pač jaz se ne čutim, nočem biti znana po teh stvareh, hočem biti po dobrem znana, tako da ne, ni mi cool, ne. Torej, ko vidiš te negativne komentarje, ti to prizadene? Vedno manj, ampak še me razjezi mogoče bolj, če sem odkrita. Ako ti rečejo, ja, neko kitajsko robo prodajate za toliko in toliko. Stari, toliko je dela v ozadju, toliko je truda, toliko je pač, da gledaš na quality control, toliko, mislim, od 16. leta sem se trudila priti do te točke, ki sem. In pol ti nek klinac tam, ki ne ve kaj delati, napiše, kitajsko robo prodajate, ki bi ga probal. Pač te se ti loti, pa da te vidimo, razumeš. Ja, me zmoti. Predvsem zaradi, pa mogoče ne samo zaradi sebe, ampak zaradi dela celotne ekipe, pa na koncu moža, ki je noter, pa najboljše prijateljice, pa ko mama prije pomagati v skladišče, razumeš, pač to te zmoti, no, ker viš, koliko truda gre not. Ja. Torej, če te kdo hoče prizadeti, mora reči, prodajte kitajsko robo. Ne, če me kdo hoče prizadeti, mora kaj o moji družini povedati. Ta kitajska roba še, vse pravim, zmoti me, ne bo me prizadelo, jezna postanem. Prizadane me, ko pa se začne o moji družini. Pač tega ne tikaj in ne diraj tam, ker sem jaz in pol je moja družina in moja družina ti ni nič naredila in pač pustijo tam, kjer je. To sem pa zaščitniška, to pa ja. In celo na to se spravljajo ljudje danes? Ja, vse kar lahko, valjda. Če jaz ne bi povem to in bojo oni to našli, zdaj bojo na družino. Tako da, ja, valjda, so zlobni. Ne vsi, valjda. Ampak se najdejo, ne, valjda. Ja. Torej, komentarje, ki jih dobivaš, so nekateri negativni in ko ga vidiš v preteklosti ti je prizadelo, zdaj te pa ne več, ali pa te manj. Debatable. Ne, mogoče bi samo jaz drugače reagirala z mogoče nekim replajem. Jaz sem znala v preteklosti, ko sem videla nekaj takega, v bistvu reagirati na social media javno. Zdaj ne več. Zdaj mogoče reagiram bolj tako mirno z nekim, ne vem, pojasnilom ali pa pač, dobro, na zadnji sem res malo bolj burno reagirala, ko mi začnejo s temi kitajskimi robami, ki pač res dej pomisli, zakaj je neka cena tašna, mislim, res, ne morem, viš, že zdaj me stregira. Ne, ja, drugače bi reagirala mogoče, leta nazaj, kot sem. To bi spremenila. Torej, ena stvar, kad danes ljudje si ne želijo izpostaviti, je točno zaradi tega, kar zdaj govoriš ti. To je, da jih je strah, kaj si bo drugi mislili. Kadarkoli, če nekdo odpre usta, tudi če nič ne reče slabega, bo nekdo se najdel, ko bo proti temu. Zdaj pa nekdo, ki gre viralno, tako kot ti skozi razne pač izjave, ki so tako posrečene, simpatične, dobi zagotovo še več negativnega feedbacka. Ja, itak. Ma ne, mislim, odkrito, zdaj štekam, zakaj neka izjava ni primerna. Ne? Recimo to za širjenje nog. Kdo je pomislil v tistem trenutku, da pač so ženske v abusable relationships in pač da ni cool, ne? Sam to ne razmišljaš v tistem trenutku. Ali pa recimo, ko, ne vem, veš kaj, ljudje hodimo čez različne zgodbe. Jaz recimo, ko se bunim, da je moja hčerka naporna in ne vem kaj, je na drugi strani mogoče neka punca, ki si želi imeti otroke, pa jih ne more imeti. In jo prizadene, da se jaz bunim, kaj mi je bilo tega treba, ne? In ko imaš tak following in tak reach, so res različne oči, ki to gledajo, ne? Tako da zdaj, kar sem se naučila čez ta leta, ker ipak je 11 let, ne, tako kot sem rekla, Instagrama in pač je dolga pot. Sem se naučila malo drugače povedati in
tudi če se v inboxu najde nekdo, ki mu ni prav, kar sem povedala, ga probaš začutiti in ga probaš razumeti. To je, pač rič je prevelik, je tak velik bazen različnih ljudi ujameš, da jih lahko prizadeneš na koncu in pač ni prav, pa se moraš opravičevati. Čeprav ni bil tvoj namen, ne jih prizadeti niti približno, vedno hočeš dobro, kot se reka. Pač. Ali je to hec, ali je to čisto neko drugo sporočilo, ki si ga hotel predati, ampak vse zgodi in pač moraš prevzeti odgovornost. Na koncu si ti unik, ki moraš požreti in se opravičiti. Moraš znati. Mislim, jaz se spomnim ene objave pred časom, ki sem jo naredil na Facebooku in dva fanta sta trobla, jaz nisem videl celega posnetka, sem ga delil, dva sta trobla medvedu, ki je laufal pred njimi na cesti. In jaz sem pač objavil, kako bi bili ljudje motivirani za šport, recimo, če bi imeli medveda za sabo. Sigurno bi vsi laufali. Ja. In potem kar enkrat se je zgrnilo ogromno nekih izjav, kakšen sem, pa to, no, to je mučenje živali, Ja. In potem sem se tudi opravičil, ma nič ni pomagalo, ljudje so se še bolj v temu, ne, tako da v bistvu sem opazil, da to je bila ena objava, ki je imela največji rič. To pomeni, da v resnici negativnost na socialnih omrežjih, še posebej, ko ljudje dosti komentirajo, generično ustvarja zelo velik riča, oziroma pač ljudje to gledajo, berejo več kot... Ja, jim je zanimivo, ne? Mislim, da pač to oni črpajo. Sej pač ljudje smo nastrojeni k temu, da nam je negativno dosti bolj zanimivo in pač lahko se debatira potem o temu in to. In dosti bolj se bolj pokonektaš in ti se boljše počutiš, ker se mogoče spraviš na nekoga ali pa veš, da nisi edini v mizeri, v torej neki žalosti, ki mogoče imaš doma oziroma jo občutiš. Ono, kar je pa sreča, te pa moti in nimaš kaj, kaj boš na srečo komentiral. Razen, če boš našel nekaj negativnega v temu, ne? Ti si hotel pozitivno, sam pač, oni lahko najdejo negativno noter. Jaz sem tudi včeraj delila, pač imamo bazen in imamo prelivni, nema veze in je neka, v glavnem, long story short, je bila kobilica in okoli nje je žogica hodila, pač tok je ustvaril, pač da žogica hodi okoli nje in jaz res ne maram kobilic, okay? Jaz pač kobilic ne morem. Vse živali drugače rešimo pri nas doma, tudi če so tako veliki hrošči, mravljice, vedno vse rešimo. Ampak ta kobilica, ko sem jaz dala gor na story, sem napisala karma is a bitch, pač ker ne maram kobilic, ampak folk na mojem Instagramu ve, da ne maram kobilic. Še vedno smo jo rešili pol. Sam pač folk se vsu, meni se smili, zakaj ne rešite, ne vem kaj, oj. In pol sem prav mogla naslednji story dati, vse veste, da pri nas vedno vse rešujemo. Ta mala začne jokati, če ne rešimo neke živalce, ne, pač ki je ful taka. Ampak ja, vse moraš vedno opravičevati, razlagati, zakaj si nekaj delil. Pa lahko je to neka pedrija, ne. Se ti daj zgodi, da te ljudje, ki so na socialu povezani s tabo, v realnem življenju srečajo in te potem začnejo, Petra, tako, Ko da te poznajo, ne? Ja, itak tega ful. Sej bolj zdaj praviči, prosti, pri meni je, ko da te poznam, tudi ta malo. In ta malo jih vedno tako gleda, pač grdo, kaj se le dogaja. Ampak ja. Sej, malo je simpatično, če pa imaš neke... ko imam kakšen slab dan, mi je odveč, če sem odkrita. Čeprav se to redko kdaj zgodi, ampak še vedno se zgodi. Ja. In kaj narediš takrat? Ma nič. Sej kdaj znam tudi povedati, oprosti, neki sem utrujen ali pa pač. Sej znam povedati, ja. Okay. Vem, da si imela cilj, čeprav se spomnim številke 10 milijonov napisan. Torej, ti si napišeš cilj, kam si ga napišeš? Jaz imam pač steklen zid imam v pisarni, tako da zdaj je napisano tako, da vidim vsak dan. Si dam nek list in si napišem. Aha, to je zdaj naslednja številka je kaj? Naslednja številka je za summer sale in sicer je vsaj 10 jurjev nakupov. Aha, ok. Ja, torej število nakupov je neka številka, ki so daš tam. Tako. Odlično. In vedno deluje. Deluje vedno? Ja, vse. Torej zakaj pa ne napišeš 100 000? Ker ne bi zmogli. Ne, skladišče ne bi zmogli. Ne, še vedno morajo biti realni cilji. Ne folgamo. Ok. Sam kako veš, kaj je realno? Za nekoga bi bilo 10 000, wow, to je izjemna številka. Ja, Saj ni bilo 10 jurjev čisto iz začetka, ne? Prvi uni prelom je bil 10 jurjev, pol je bil 5 jurjev, pol je bil 10. Ne, torej, oprosti, ne, sem narobe povedala. Milijon, zraka 10, ne. Ja. Milijon, 5 milijonov, 10 milijonov.
Zdaj je 15 milijonov. Okay. Ja. Lahko bi dala 20, Ja, sam vem, da bi bil z 20 kaos. kaos. Ko smo prišli do 10 milijonov, sem videla, kaj vse potegne za sabo. Ne govorim delo kot tako, ampak nasploh vodenje ljudi, koliko zgubiš neke kontrole. Ne govorim, jaz ne rabim kontrolirati eno osebo, jaz mikromanagementa res ne maram. Ampak v smislu kontrole, a veš, da se ljudje dobro počutijo v podjetju, da veš mogoče, kdo rabi več pogovora, zakaj nekdo glumi, da je bolan, veš, čez leto, kaj se dogaja v njemu. Jaz tu hočem imeti kontrolo, torej, da si kot dober vodja, sicer ne moreš biti odkrito. Ful težko si dober vodja. Vsaj to je moja... Mislim, lahko se trudiš iz dneva v dan, ne? Ampak vedno ti nekaj sklizne. Ja, 20 milijonov si ne upam letos. Moramo temelje najprej postaviti. Okay. In potem... 2026 je lahko 20 milijonov. Okay. Ja. 2026 boš napisal 20. Zdaj, povej mi, kaj svetuješ ljudem, ne si napišejo cilj nekam, kamor ga vidijo in ga skozi gledajo? Ja, nujno. Ampak, ko ga zapišejo, ga mora čutiti. Džabe zapišeš, če ga ne čutiš. Pri meni se dogaja tako, da dobim prav nek feeling vsake toliko, ne vem, koga opisati, ampak je kot neka močna energija okoli mene, v meni, ne vem, prav ta manifestacija, kot neka realnost. Ni, da bom zdaj jaz kar en dan se spomnila, zdaj bi lahko napisala tako, ampak prav, ne vem, nekaj ful globokega, ne vem, tak močen moment je. In takrat napišem in ko napišem, prav začutim in podam gor. In potem, ko spet začutim, pogledam, not, a veš, energija zunaj, not poistoveti, to poistoveti. Sicer to delam bolj za velike cilje, ta Summersale ni, se ne delam tega, ampak recimo, ne vem, zdaj recimo manifestiram to za 10. obletnico poroke z možem. Mi je to recimo pomembno, da ostane srečen zakon do 10. obletnice poroke. Kdaj bo to? To bo zdaj 7. Še 3? Ja. Zdaj dvomiš, da bo se to zgodilo? Ali zakaj to delaš? Ne, da dvomim, pač želim si, da smo srečni v zakonu. A veš, ti imaš lahko zakon dolg, sam pač srečen mora biti. Zdaj si ti srečna? Ja, mislim, imam valjda ne svoje, ne? Ja. Se trudim biti, iščem srečo. In on je srečen? To je treba njega vprašati. Kaj ti kaj reče? Pa ne vem, vidim, da so ful različna karakterja, imamo ful drugačne dneve, tako. Mislim, da moramo na temu delati. Da pač se v toliko dolgem cajtu veze, mi smo zdaj skoraj 15 let skupaj, tako dolgi vezi se znaš, se znaš zgubiti, ne, se odraščaš, sem od 18. leta sem z njim, od 18. leta do zdaj se dosti spremeniš in jaz in on in na koncu vse, kar se dogaja nam v dnevu v življenju, tako da pač iz dneva v dan je treba iskati neke ali skupne interese ali ne vem, pogovor, lahko so mini stvari. Ali pa širiti noge. Ne, se hecam. Ampak, dobro, ajde, ne. Se hecam, ma se ne. Če govorimo o srečnem zakonu, ki hoče, res mogoče piko na i, da je tudi to, ne. V nesrečnem pač to ni rešitev, ampak ja, ne vem, pač treba se iskati. Sem srečna, sam so pač dnevi, ko... Torej, ti si neka mojstrica pol manifestacije in zdaj manifestiraš milijone prometa, manifestiraš srečen zakon. Je kakšen recept, ki bi ga delila z nami, prav kar se tega tiče? Rekla si, da moraš začutiti to. Ja. Nauči nas, kako to narediš, da začutiš? Ne znam tega odgovoriti. Ne znam, mogoče, ne vem. A veš, torej to se ti ne zgodi v največjem kaosu. Moraš biti sam s sabo pomirjen. In prije dan, ko si pomirjen, prije dan, ko imaš pač kaos. Zdaj, bolj ko imaš stresno življenje, se mi zdi, manjkrat pride do tega pomirjenega trenutka, ampak ko pride, moraš izkoristiti. Ko pride, se moraš tisti trenutek ustaviti, sam vas zazret, kaj si želiš, kaj je tisto, kar misliš, da te bo srečo. Saj na koncu ni nujno, da te, ne? Ampak je mogoče kot nek step v življenju naprej. In takrat pač pomisliti, kaj si zdaj želim.
napiši si. Čeprav v zadnje čase si ne več toliko pišem, mogoče bi pa to, manifestacija meni osebno deluje tako, da si trenutek manifestiram. Torej, jaz ne manifestiram 10 let, da bomo skupaj, pač 10 let, torej poroke, ampak manifestiram žurko 10 let. Aha. Ja, in jaz sem recimo zmanifestirala življenje, ki ga imam zdaj na tak način, da sem si predstavljala trenutek, ko imamo otvoritveno žurko, ne vem, zakaj vse v žurkah, ampak pač dejansko sem si to predstavljala, torej otvoritveno za bazen, in to je bilo lani in smo povabili vse prijatelje, torej predstavljala sem si, da imamo ful prijateljev in ljudi, ki nam stojijo ob strani, pravih ljudi, zraven katerih si srečen in sproščen, da je otrok, takrat še nisem imela otroka, ko sem začela to manifestirati, torej to sem manifestirala pred 10 leti, če ne več. Torej, da imam otroka, da se tam lovi okoli z drugimi otroci, da imamo psa, da imamo pač poštelano stanovanje, da imamo bazen, pazi, to je bilo ful pomembno takrat, zdaj pač, ampak dejansko, in da imam uspešen biznis, in da nekdo od teh prijateljev, ki dela tudi v moji firmi, začne govoriti o biznisu in da mu jaz rečem v tistem trenutku, ne bomo zdaj se imamo lepo in bomo to delali v ponedeljek. Wow. In točno tako je bilo. Točno tako je bilo, lani se je to zgodilo. Torej 10 let nazaj si ti govorila, razmišljala oboje, jaz moram govoriti. S kom si govorila? Včasih ljudje s kolegicami. Ti si govorila, jaz bom imela otroka, jaz bom imela bazen, jaz bom imela otvoritev, ker boste tudi povabljene. In nekdo bo prišel do mene in bo rekel, dajmo nekaj v poslu, se pogovarjati, še kaj ne, čakaj, v ponedeljek. Ja. Wow, to je res živo. To je res živo. Ful živo. Tako da pač trenutki, ampak moraš začutiti ta trenutek, moraš se prav postaviti v tisti trenutek in ga probati pač začutiti vse, kar se dogaja takrat. In dejansko je prišel tak. Mislim, ne, res se zgodi, to je vse mogoče na začetku ti izgleda tako kot neka bajka, pač samo tako mogoče si nekje predstavljaš, ampak itak se to ne bo zgodilo. Potem počasi ti pride v neko mogoče realnost in bolj, ko se to približuje, bolj ugotavljaš, da pač manifestacija deluje. In res deluje. Jaz sem vse, kar imam zdaj, sem ustvarila z manifestacijo in trdim delom. Ker ne moreš ti samo nekaj čačkati po glavi in si nekaj želeti brez trdega dela. Ampak uspe, res uspe. Vse. Odličnost je posledica vaje, treninga, dela in več, ko boste to poslušali, vadili, razmišljali, večja je verjetnost, da boste to implementirali v svoje življenje. Sponzor tega podcasta oziroma podcasta je Mastermind Akademija. Ko se prijavite na delavnice Mastermind Akademije, nam napišite, da spremljate, poslušate naš podcast in kako se vam zdijo vsebine, ki jih za vas pripravljamo. Problem je, ko si izgubljen in ko ne veš, kaj hočeš. To je pa bolj problem. Ker recimo zdaj sem pa na točki, ko so vse te stvari, ki sem jih zmanifestirala, prinesle dosti tudi negativnega, recimo to po social mediju in to bom kar odkrito povedala, in se vprašaš, če je vredno. In pač ni vredno, ampak zdaj na tej točki, ker res ni vredno, če sem odkrita. Torej ni vredno to, da so ljudje negativni proti tebi in tvoji družini. Ni vredno zaradi tvojega notranjega mira. Ker če ti po noči ne spiš, lahko imaš milijone, lahko imaš in bazen in ne vem, lahko imaš dni, da ni kaj, ampak če ti po noči nisi miren in zaspiš s unim, pol ni vredno. Torej zdaj ti ne zaspiš mirno. Kdaj ja, kdaj ne. Torej, katera misel te prebuja? Da ne vem, če je vredno svojega notranjega mira. Pač, jaz sem zdaj na točki, ko vem, da bi lahko naredila 10-krat več, kot sem zdaj v življenju, kar se uspešnosti tiče. Ampak džabe uspeh, če pač ne moreš zaspati s tem mirom. In na tej točki raj vidim, da počasi raste, pa mogoče na neki točki tudi podjetje prodam, ker mi je pač prevelik stres. Ampak je notranji mir toliko bolj pomemben, saj si ponosen na se, veš, saj to imaš, saj ti ostanejo te in izkušnje in neka osebnostna rast in vse, sam pač
Fakt to, da lahko zaspiš z mirno vestjo. Čakaj, mislim, ti si mojstrica manifestacije, torej tako, ko se manifestirala vse, zdaj lahko sam tudi notranji mir manifestiraš. Ja, ma ne moreš imeti vsega naenkrat. A ne moreš? Ne. Okay. Mislim, to je moje prepričanje res. Ja, sam, ker si takrat v nekem trenutku miru živo predstavljala bazen, otroka, psa in vse, ti je se to uresničilo, si lahko zdaj na isti način predstavljaš mir in kako mirno zaspiš. Ne glede na to, da eni ljudje ne bojo prijazni s tabo ali pa bojo prijazni s tabo. Ja, ne vem. Jaz še vedno mislim, da lahko manifestiraš, pač, da ne moreš vsega manifestirati. In vsaka stvar, ki jo manifestiraš, prinese pluse, minuse. Vedno ti prinese zadovoljstvo notranje, ampak vprašanje, če ti te minusi čez 10 let odtehtajo, a veš, meni ne, jaz ne vem, ko moram priti v firmo in nekaj negativnega povedati ali pa mogoče nekomu ne odobriti dopusta in to, mene to toliko muči noter, a moraš zaradi tega, da fura podjetje naprej, ker zdaj si pač zdaj si not, zdaj ne moreš ti reči, a ne, vsi greste lahko na dopust, ni panike. Ja, in kdo bo plačal plače, ki so 75 € na koncu meseca? To nekdo mora plačati, ne, iz nekje mora priti denar. In paketi morajo biti odposlani in ne. Moraš, torej, a veš, to je isto kot biti mama, ki moraš da udariti po mizi in se ti otrok smili, ker si pač mogel udariti po mizi. In pač ne vem, če mi je to glih, če hočem biti v tej situaciji. Okay, zdaj v bistvu imaš uspeh, ki si ga takrat želela, vendar nisi navdušena nad stvarmi, ki jih ta uspeh prinaša. Ja. In včasih ne spiš, ker pač ne veš, če ima to smisel. Tako. Okay. Tako da, Kako s temi znanji, ki jih imaš z manifestacije, lahko to manifestiraš? To pa veš ti, jaz tudi izpred 30 še ne. Ne, bom. Mislim tako, zdaj sem si pač določene stvari dokazala v življenju, da zmorem karkoli si zadam. Ja. In eno veliko kljukico sem si naredila. Ni, da hočem to vse izgubiti, niti približno, hočem to obdržati, ampak mogoče kako s tem, kar sem zdaj naredila, mogoče ne s tako veliko rastjo več naprej, ker meni je kul tako, kot sem zdaj. A veš, ni da, dosti ljudi me vpraša, ja, plani za naprej. Jaz vem, da karkoli bi si zadala, bi lahko dosegla. Pa tudi, da je to svetovna znamka. Sam pač, a veš, tebe toliko poje in res nisem pripravljena svojega mira in svojih dobrih odnosov in na koncu druženja s prijatelji in ne vem, da greš lahko potem malo v vrtec, oziroma šolo, zdaj greš v šolo. A veš, že take mini stvari, ki na koncu ti dajo neko še vedno živim svoje skromno življenje, poleg tega, mislim, zraven tega, da ni več skromno, ampak še vedno lahko imam te delčke svoje, a veš, ko si pač sam preprost človek in da te mogoče tudi ljudje tako vidijo, ker meni gre najbolj na živce, ko ti rečejo, ti delaš milijone, kaj, ti ne spadaš le zraven nas. Zakaj ne? Pač sem, a veš, še vedno sem preprosta, še vedno sem vse, jaz te neke labele, ki ti jih dajo ljudje, mi grejo pač na živce. Še vedno vem, iz kje izhajam, še vedno, ne vem, pač tako, še vedno me veselijo iste stvari, kot vas veselijo. To, da vidiš otroka srečnega, da pa otroka ne bo razveselil bazen. Dobro, ja, je vesela, ko skoči noter, ajde, roko na srce, ampak pač in ne da to spet neke, ne vem, tako, no. Lahko si že z manjšim zadovoljen in imaš lepo življenje, ne rabiš delati 100 milijonov. Čak, reka si, da zdaj si želiš več časa za otroka, torej za hčerkico, ne? In tako naprej. Zdaj, koliko ur delaš zdaj? Pa po moje kakšnih 6 na dan. 6 na dan? Ja. Zdaj si znaš vzeti več časa zase. Absolutno. Ampak stresa je več. Ne? Torej 6 ur, ki pa so bolj stresne, kot ponavadi. Ja, ful. Sicer imam ekipo super, mi prevzame dosti stvari, ampak ja, pač stres je na koncu, ki te poje. Vse te ne poje delo kot tako. Odgovornosti, ki jih imaš. Odgovornost do zaposlenih, do strank, do koga? Do vsega. Pač jaz imam odgovornost. Torej, Swai v Sloveniji je osebni brand. Karkoli jaz rečem, karkoli jaz naredim, ima potem veliko vpliv na Swai. Posledično na vse zaposlene, na njihove družine. In pač to je ful velik kamen, ki ga nosiš. In zato ne spiš mirno. Čakaj, ko hodiš po cesti, vidiš, da je kakšno tvojo stranko,
in jo zmotiš, ti pa imaš moje pajkice, ali pa tako, ali ne. Ne smejem se ji. Se ne smeješ? Ja, če me pogleda tako je tako. Ti je lepo? Ja, ful simpatično. Res. To je, ne vem, in posebej, ko vidiš od mladih do starejših, pač mi imamo razpon res od 15 let do 60-70 let stare ženske, veš. In najbolj so te starejše, ko pride do tebe, kaj ne, da mi hudo stoji, leko sem huda, in si tako, you go, girl. Pač ful dobro, ko veš, da daš samozavest nekomu, tako ne vem, mislim, se ni samo svajki, da samozavest, ampak veš, ko jih vidiš v svojih oblačilih samozavestne in da žarijo in pač, da so take močne in ja, to je meni top. To meni veseli ful. Mislim, so pajkice neko oblačilo, ki daje samozavest, tako samo po sebi že? Pa ne, se nimamo na koncu samo pajkic, ne? Imamo recimo široke office hlače, imamo krilca, pač, ne vem, vsako oblačilo lahko da. Saj jaz mislim res tako, pač, če je ženska, ki res sledi svojo in da pozna naše sporočilo v ozadju, ko kupi tako oblačila, dejansko je neki da. In zato jaz mislim, da imamo stranke že toliko cajta, ker pač verjamejo v zgodbo in čutijo neko stvar iz strani svoje. Tako da, to so te redne stranke in so tako srce svoje. Bravo. Rekaj si prej, da verjameš v neko energijo ali pa neke energije. Mislim, kaj je v ozadju, kar verjameš? Nekaj mogoče bolj duhovne? Ali pa? Ja, mislim, drugače jaz sem verna. Naj bi verjela v Boga in cerkev in tako. Tukaj imam malo grenkega priokusa v cerkev kot ustanovo in vse. Čisto odkrito mene, res, to je tako res taka informacija, ampak mene je župnik v 9. razredu me je pošlatal in pač takrat sem jaz izgubila vso viro pa ne samo v cerkev, tudi Boga realno, ker pač si imel neko odraslo osebo, ki ti je pričala nekaj in potem je tako pač celotno pričanje gre tako v nič, kaj to ne obstaja. Ampak sem vedno imela tudi, jaz sem bila tista pri verouku, ki je spraševala, kako lahko Bog, oziroma Jezus, kako lahko odmakne morje in ustvari pač mislim, ne vem, kako folk ve pač o teh zgodbicah, ampak pač jaz te zgodbice nisem, ne vem, čudne so mi bile, nisem mogla verjeti, da se je Jezus ponovno, da je ostal od mrtvih. Kako se to zgodi? Jaz sem pač realist tak, da sem potem že pri verouku spraševala, kako je to možno, kaj je naredil? In sem šla ful na živce kaplanom, pač, ker sem to spraševala. Ampak potem sem enkrat za kazen mogla napisati Bog, mislim, da čez 3 strani Bog. So mi dali kazen. Tako da že takrat sem bila kar velik skeptik, kar zdaj verjamem v vero, ampak verjamem to, da je Bog v vsakem od nas. Zato je pač starc with you, ti si pač tisti, ki imaš noter v sebi čisto vse, kar rabiš, da ali uspeš, ali pa pač kakršnokoli srečo, ki jo iščeš na svetu. Ker ti, ne vem, črnčke v Afriki vidimo srečne, pa mogoče nimajo niti pitne vode. Pa so srečni, se igrajo tam z kamnom, niti ne z žogo, nič ne rabiš v življenju. Je pač iznoter izhaja vse. Tako da, ja, vsak ima Boga v sebi. In kako ti recimo aktiviraš, pa prikličeš, se pogovarjaš s tem Bogom, ali kakšen način je, ko si ti v neki težki situaciji, kaj narediš? Jo, jaz molim dejansko, ko sem v težki situaciji. Aha, moliš. Dejansko, ja. Zato, ker pač svojega Boga kličem na pomoč, da ti da nek pogum, moč, kakorkoli že. Tako da, ja, dejansko molim, ja. Oče naš. Ti pomaga, čutiš, da je neko lajšanje, ja. Ja. Meni so rekli, že ko sem začel učiti NLP, hipnozo, coaching, da sem del neke sekte. Ne? In te posnetki, ki si imela ti tam po Dunajski, cel kup tvojih sledilk, ki so čakale, da se odpre, ne? Mislim, je bilo tudi izgledalo kot neka sekta. Ne? Ja. Se ti zdi, da je to, mislim, kako rečeš ti temu? No? Ne, jaz bi najprej pač nekaj pristnega povedala, kar se na svetu dogaja. Realno vsi brendi hodijo to, da imajo pop-upe in pred vsakim pop-upom je vrsta. Tle je bil problem, da je to Slovenija in pač kaj se dogaja, ampak realno to se pač povsod po svetu dogaja. To ni sekta, to so pač ljudje, ki hočejo priti in izkusiti neko, ne vem, neko doživetje, nekega pop-upa, ni fora samo oblačila, ampak tako nasploh nek dogodek. In to se dogaja tudi pred nogometnimi tekmami, to se dogaja pred koncerti, tako da to ni noben bav in nobena sekta, pač realno se to pač dogaja po svetu in je to nekaj normalnega. Če imaš pač dober in uspešen brand, ki
za našega ga imam, pusti imaš skeptike, ki pravijo svoje shit, ok, ne veze, jaz ga vidim kot dober brand, če ne niti ne bi bil uspešen, ker če ne verjameš v svoj brand, zakaj sploh delaš to, kar delaš. In pač dosti drugih ljudi tudi vidi svoj kot dober brand in pač zato tam pride. In to so podporniki, to so pač punce, ki imajo rade svoj in pač puste in veselje in to ni kult, ok? To ni kult, to je normalno in se po svetu pač dogaja. Tudi Gymshark to naredi in pridejo in Bointy in... Apple je imel isto za nov iPhone, je imel isto vrsto. Punto, pa to ni sekta, pač... To so zveste stranke. Ja, to so pač zveste stranke. In sem jim hvaležna in za vsako sem vesela, da pride. In v 2026 ne bo pa sicer, moram povedati. To nisem še povedala javno. Tako da. Bravo. Ja, ne bo. Bomo preskočili, bo pa v 2027. Pop-up razloži, to je izraz za? Pop-up trgovinca, to pomeni, da se, mislim, sicer je zdaj že bolj kot dogodek, ni samo trgovinca po samem sebi, ampak ja, pridemo nekam za 2-3 dni in potem gremo proč. Ja. In tam ljudje kupujejo po nekih boljših cenah? Ali? No tudi, ampak predvsem je to, da nas poznajo, da mogoče med sabo se tudi kaj povežejo, tako, cel experience je, no. In ti si tam zraven? Ja. Tu se lahko s tabo slikajo in tako. Bravo. Da gre ta podcast live? Daj bo šel live, ne še zdaj. Približno? Jih 7 tednov? Povedala, noseča sem in 2026 ne mogamo biti. Čestitam. Hvala. Tako lepo. Ja. Tako da ne vidi se še, ampak pač ne bom mogel, ker takrat imam rok, ko je marec, tako da odpade. Okay. Ja. Okay. Zato sem vprašala, kdaj gre, ja. Ok, prosti, ja, super, bravo. Čakaj, zdaj si neke korake preboja naredila, si tudi zgled za številne podjetnike, podjetnice. Daj nam moče za konec kakšen nasvet. Kaj svetuješ vsem, ki čutijo nek klic, tako si ti klic čutila, ne? In bi radi nekaj spremenili v svojem življenju, da bi dosegli to, kar si dosegla? Prvo naj samo lotijo. Ampak naj se lotijo s tem, da hkrati verjamejo vase. Ker če sam ne verjameš vase, noben drugi ne bo. Izhaja iz tebe na koncu, pač imaš Boga noter oziroma kakorkoli to pač želimo klicati. In pač vse, kar rabiš je tu in ne rabiš znanja, kar lahko vprašaš druge. Imamo ChatGPT, ki lahko vse pove, imaš na koncu si narediš ekipo, ki ti bo sestavljala določene stvari in ti bo pomagala z to, kar ti ne znaš, bojo oni znali in pač samo go for it. In če je kdaj čas, je zdaj. Vedno je pač zdaj čas, nikoli čez 1 leto, ne čez 1 leto je prepozno. Karkoli se lotiš. Tako da, go for it. Go for it, začnite zdaj. Yes. Bravo. Ja, je kakšno vprašanje, ki misliš, da bi bilo dobro, da bi te vprašal, pa tega nisem? Jaz sem tako ful sproščeno, karkoli daš na mizo. Ne, kul je. Daj mi povej, kje se vidiš, ko boš stara 90 let? 90? Ja. Ja, upam, da bom doživela, ne 20 let, to nisem umel. Pa 100? Veš, kje se vidim? Moj nono je zdaj 90 in on še vedno striže, on je brivec, on je pač frizer. Ja. In k njemu še vedno prihajajo stranke, sicer jih je vedno manj, ker pač umirajo, ker valjda so taka leta. Pa tudi nima toliko lase več? Tudi, dosti plešastih. Čeprav tle okoli, veš, jih on lepo. Ja. Tako da, in še vedno vsako jutro vstane in gre na nivo. In ful rad ima družbo, jaz sem ko moj nono, jaz rabim ljudi okoli sebe, jaz rabim nekaj delati, tam se vidim, samo aktivna, samo pač, da se nekaj dogaja, da živiš življenje, da se ne zapreš v stanovanje in čakaš 1 uro, ki ti bo odbila, ampak da živiš, ja. Bravo. Zdaj bom še enkrat tvoj priimek izgovoril. Daj mi pomagaj, Petra. Parovel, to je pa primorsko, ja. Parovel. Petra Parovel. Ja. Bilo mi je v čast in veselje. Hvala, ker si bila. Hvala enako, hvala lepa. Hvala, ker poslušate podcast. Hvaležen, da ste z nami. Ta podcast sponzorira Mastermind Akademija. Ko se naročite na naš podcast, s tem dobite dostop do ekskluzivnih, navdihujočih vsebin Mastermind Akademije oziroma naših čudovitih gostov na našem kanalu. Zato vabljeni, da se naročite in postanete del naše družine.